Neverjetne novice za republikance po včerajšnjih volitvah. Al-Said je zmagal v Michiganu. Veste, tisti nori islamist na spletu, ki poskuša vse prepričati naj podprejo njegove ideologije, da bi postal prvi musliman v senatu. Podpirajo ga ljudje kot so Snikal, Hasan Piker in Mehmed Dijan. Vsi tisti nori spletni glasovi, ki bi si želeli, da bi Ameriko prevzela šeriatska zakonodaja. In vem, da si mislite, zakaj je to dobra novica, Mira? Zakaj bi si sploh želeli, da bi nekdo tak zmagal? No, povem vam zakaj. Ker se je pomeril z nekom, ki je bil veliko bolj zmeren. In čeprav to za Michigan ni dobra novica, saj je mesto popolnoma noro in bi izvolilo tega norega človeka, pa je dobra novica to, da ko on, ta radikalni islamist, nastopi proti svojemu republikanskemu nasprotniku. Čez nekaj mesecev republikanski nasprotnik ima veliko večje možnosti za zmago, kot bi jih imel proti bolj zmernemu drugemu demokratskemu kandidatu. In zato sem zaradi tega vesela, ker imamo spet te islamistične psihopate, ki jih izvolijo na položaje moči. In to nas vse spomni, da se v resnici soočamo z nečim resnim, da nameravajo prevzeti oblast. Mumdani ni bil pojav. Zdaj je to ponavljajoči se vzorec. In če bi res radi rešili Ameriko, si ne morete privoščiti, da bi le brezbrižno sedeli in gledali, kako te ljudje prihajajo na oblast. Morate se zavedati, da se morate upreti, kar republikanci tudi nameravajo storiti. A to ni bila edina dobra novica včeraj, saj je bila Cori Bush prav tako poražena strani Wesleya Bella, kar je tudi dobra novica. Imeli smo nekaj dobrih dni, ko so te nori kandidati, ki širijo nore, sovražne in demoralizirajoče ideologije, bodi si odstranjeni ali pa postavljeni na položaje moči, kar pomeni, da bodo na koncu izgubili te položaje. In fantje, morate razumeti, kdo so podporniki teh ljudi. Do zdaj ste verjetno že videli razkritje Nata Friedmana o Dearbornu v Michiganu. Slišali ste za Dearborn v Michiganu. Kako je v bistvu to islamistično mesto, ki poskuša prevzeti Michigan? Ampak ali ste videli, kaj je Nat razkril o volivcih Al-Sajida? Mislim, samo poglejte to. V New Yorku snemamo YouTube video o prihajajočih volitvah med Stevensom in Sayedom in sprašujemo ljudi, koga imajo raje. Tipe, ja. Ja, katerega bi raje videl zmagati? Kaj misliš, brat? Sem Arabec, sem Libanonec, kaj ne? Ja. Stefan je za APEC. Če? Seveda Ja, je. Dobiva denar od A. In APEC nam ni všeč, ja. In zakaj ne? Zakaj ti ni všeč? Nimaš pojma, misliš samo, da so to ljudi, ki nadzorujejo Ameriko. Razlog, da ti ni všeč APEC, je, ker veš, da je vse, za kar islamisti krivijo Jude ali Izrael, v resnici njihova lastna strategija. Ker so resnični subjekti, ki poskušajo iz ozadja nadzorovati in povzročati politično škodo, organizacije kot je CAIR, veš, Svet za ameriško-islamske odnose in podobno. To je, veš, res lepa civilna politična skupina, ki jo vsi obožujejo in imajo radi, a v resnici podpira islamiste in terorizem. Medtem ko je APEC skupina ameriških judov, ki verjamejo, da je podpora Izraelu dobra stvar za njih. Zelo velika razlika. Ampak seveda, vedno samo uveljavljajo svoje strategije in za vse krivijo Jude. Tako dolgočasno. V naši državi, ja. In ko rečeš, da APEC nadzoruje našo državo, kaj pravzaprav počnejo za tiste, ki tega ne vedo? Ker ljudje se tega začenjajo zavedati, kaj ne? Torej kupujejo politike. Ja. In politiki oddajo vse glasove. Mislim, ker Al-Said ni podkupljen. Seveda. Ni podprt strani norih všečkov. Seveda ne. Mislim, to je človek, ki dejansko podpira terorizem, kot boste videli v trenutku. Ja. A ne? Torej, če si kupiš politika in pride do nečesa, kar je proizraelsko, recimo, boš seveda glasoval za to. Poskušal boš to sprejeti. In ali je kaj, kar bi radi videli, da naredi, ko postane senator, nekaj specifičnega, na kar upate? Ne, samo naj skrbi za svoje ljudi. Naj skrbi za svoje ljudi. Ja. Ni pomembno, ali si Jud, Arabec ali kaj drugega. Ja. Samo poskrbi za to. Ne jemlji denarja, kot to počnejo vsi ostali v tej državi. Prav. Veš, To je problem. ja, Vsi so podkupljeni in veliko denarja, brat. To ni $10. Ne, to je okoli 40 milijonov. Ja, to je veliko. Ja, vem, da je ogromno denarja. Sem gledal, sem bral o tem. Torej, veš, del razloga, da smo prišli v Dearborn, je tudi ta, da je to zelo zanimiv kraj, ker je to prvo mesto z muslimansko večino v državi. In Prav, ja. nimam takega občutka, je ustrezno dokumentirano. Torej želiš, da te napačno dokumentirajo. Ne vem, to pravim, Veš, ni ja, ustrezno. vsi Arabci živijo tukaj. Prav. Župan, on je Arabec. Svet je večinoma arabski, veš. Ja. In praviš, so da je moji temu osebni tako. prijatelji. Svet meride. Ja. Ta trgovina je tukaj že 70 let. v redu, veš, ne bomo izgubljali časa s tem. Pojdi si ogledati razkritje Neta Friedmana. Ampak ker govorimo o ljudeh, ki podpirajo take kot Al-Sajid, boš šokirana. Šokirana, ko boš slišala, da čudoviti Hasan Piker, veš, tisti komunist, ki verjame, da si je Amerika zaslužila 11. september.
in želi, da greš na ulice in preliješ kri kapitalistov. In to je citat, to niso moje misli, seveda. No, on je, presenečenje, bil velik podpornik Al-Sajida. Ampak preden se poglobimo v to, kako ga Hasan Piker podpira, bi rada samo vse spomnila, kdo je Al-Sajid, če ga še ne poznate. Poglejmo si ta video z kanala Chloe Oates Politics, ki je pri teh stvarih res dobra, moram reči. Spoznajmo torej pravega bisera, ki je sinoči v Michiganu zmagal na demokratskih predizborih za senat in bo, po napovedi Kelshija, verjetno postal ameriški senator novembra. Abdul Al-Sayid. Dejal je, da so ZDA utemeljene na ideji rasizma in sistematičnem uničevanju staroselskih ljudstev. Potem, ko je brat terorista streljal v vrtcu v Michiganu, je rekel: prizadeti ljudje prizadenejo druge ljudi. Prav. Vodil je kampanjo in je zelo dober prijatelj z Hasanom Pikerjem, človekom, ki je rekel, da si Amerika zasluži 11. september in da bi morala kapitalistična kri teči po ulicah. Predstavlja se kot zdravnik, vendar nima licence za upravljanje medicine. Policiste je imenoval fašistične prašiče. In v resnici je milijonar, a sovraži bogate. Ko je islamski diktator umrl marca, o tem ni želel govoriti, ker je rekel, da so njegovi volivci v žalovanju. Njegov svak je tudi zelo tesno povezan z muslimansko bratovščino. Njegova kampanja pa je preusmerila $75,000 v neprofitno organizacijo temnopoltega pastorja, da bi si v bistvu kupila temnopolte glasove. Kakorkoli. Kar se tiče njegovih politik, želi ukiniti ICE in uvesti Medicare za vse. To bi preprosto ukinilo zasebno zdravstveno zavarovanje. Povsod, kjer so to poskusili, je spodletelo in pripeljalo do slabše kakovosti oskrbe. Želi agresivno zmanjšati število zaprtih oseb, izpustiti kriminalce iz zapora. In v resnici preprosto nima načrta, kako kaj popraviti. Želi samo podreti in uničiti ameriške institucije, ker je to nova levica, protiameriško, dobro upravljeno demokrati. Sami si prinašate in glasujete za svoj propad. In tam na desni je Mike Rogers. Služil je vojski, FBI-ju in kongresu. Leta je lovil teroriste in spravil Osamo bin Ladna v roke pravice. V kongresu je znižal davke, razširil dostop do zdravstvenega varstva za revne, zmanjšal predpise in davke za mala podjetja v energetskem sektorju. In ljubi Ameriko. Če bi živela v Michiganu, ne bi izbrala človeka, ki je naklonjen desnici. Razen dejstva, da je zdaj težava v tem, da je Michigan večinsko islamski, ne več Michigan, Dearborn in ta različna mesta rastejo in rastejo in rastejo. Zato je dolžnost ljudi, ki ne živijo v Dearbornu v Michiganu, torej ljudi, ki lahko jasno razmišljajo sami zase, da dejansko gredo ven in poskušajo nekaj spremeniti, ter volijo ljudi, ki so dobri za Ameriko, v nasprotju s tistimi, ki želijo samo uničevati. In govorili smo o uničenju, kaj ne? Veste, uničenje in ljudje, ki podpirajo te ljudi, kot je Al-Sayid, zakaj se v resnici zavzemajo in v kaj verjamejo? Mislim, veste za Hasana Pikerja, kaj ne? Mislim, če se sprašujete, dobesedno tukaj, v živo. Pravzaprav si dobesedno tukaj v sobi. Jaz sem dobesedno najbolj sproščeno oblečen politik v ameriški zgodovini. To je tisto, kar počne levica. Poglejte, mi smo eni izmed vas ali eni izmed vas. Muslimanski milijonar. Ne, ni eden od vas. In vedno sem Ne, ampak glej, to se je zgodilo. Mi smo že vse to počeli, veš, vedno imam ljudi na svojem streamu. Ampak ko si rekel, dajva iti delati kampanjo na terenu, nisem vedel, da je to nekaj drugega. To je čisto drug svet. Nisem vedel, da bojo mediji to obravnavali kot nekaj povsem drugega. Če sem pošten, mislim, da nihče ni pričakoval, da bodo mediji poskušali. Mislim, povsod je bil popolni spad na vseh kanalih. Pozdravljeni, ne na vseh kanalih. Nam ni bilo dovolj mar, da bi o tem govorili. Ampak poglejte, tukaj so najboljši prijatelji, podporniki, ljubitelji drug drugega. Ampak obstaja še ena mala polemika okoli Al-Sayida, o kateri bi nekateri od vas morda imeli kakšno mnenje. Kandidat za senat iz Michigana, Abdul Al-Sayid, pravi, da je vsak tretji video na njegovi Instagram časovnici model z OnlyFans in zato krivi algoritem. Jaz pa zato krivim islamizacijo. Recimo, če pomisliš, da si na Instagramu, moja ekipa ima dostop do mojega Instagram računa in stvari, ki si jih dejansko ogledujem na Instagramu, kaj ne? Seveda nam to prikažejo na tvoji strani zate. Ampak potem je vsak tretji video, ki se sam prikaže med pomikanjem, neka OnlyFans manekenka. In to je zato, ker me je prepoznal kot 40 in nekaj let starega moškega. Kot Ben Shapiro. Stavim, da Instagramu ver Bena Shapira ni poln modelov z OnlyFans, ker je to povezano s tem, da si 40-letni moški. Gre za stvari, ki so ti všeč, stvari, pri katerih se zadržiš in stvari, ki jih gledaš. In to je nekako malo sramotno priznanje, se ti ne zdi, da rad gledaš nage dekleta na spletu. To ni ravno prava pot, po kateri bi želel iti. Ampak, fantje, dovolj o Abdul Al-Sajidu. Od Krojči ste slišali, kakšen bedak je. Veste, da je nevaren. Veste, kdo glasuje zanj. Podporniki teroristov, islamistični norci iz Deir al-Balah, Michigan. Veste, da ga podpira Hasan Piker. Ampak koga še podpira Hasan Piker? Ne boste presenečeni, ko boste to slišali. Cori Bush, ki je, hvala Bogu, včeraj izgubila. Mislim, to je Cori Bush in v kaj verjame. Vse, kar so naredili, je bilo, da so me radikalizirali. In zdaj se morajo bati. Vidite, zdaj bodo spoznali to drugo Cori. Ta druga stran to naredi. To je poražena Cori, samo za informacijo. Naj povem tole.
V zadnjih nekaj tednih sem zelo odrasla. Odrasla sem na povsem drugačen način. In to, kar bodo zdaj dobili, nič, kar se zgodi v mojem življenju, se ne zgodi za manj. Torej, če se je to zgodilo, se je zgodilo z razlogom. In naj povem, To je njen govor po porazu, mimo grede. Ste opazili, da še ni rekla ničesar vsebinskega? Ja, ne, ni presenečenje. ker delo, ki ga moram opraviti, in dovolite, da to povem. Apec, prihajam, da porušim vaše kraljestvo. Mislim, resno, to je tok neumno. To je Apex. Apex je razlog, da včasih, ko ljudje zmagajo, in Apex ni bil za to skupino, je kot Apex premagani ste. In ko zmaga oseba, ki jo podpira Apex, je kot Apex nadzoruje vse. To je preprosto patetično, resnično patetično. Ampak seveda, to je nekdo, ki ga je Hasan Piker podpiral in ima rad, ker, veste, vemo, da ima težave. In dobra novica je, da je Wesley Bell, oseba, ki je bila izbrana, res dober. To je Hasan Piker s Korijem. Sem velik oboževalec. Čudovita oseba, Cory Bush, ki je izjemna borka. V tej hiši ne boste žalili Cory Bush. Mislim, samo zgubila bo. To je vse, kar morate vedeti. In hvala Bogu, da je Wesley Bell zmagal. Bil je del skupine Squad, ki je pritiskala na demokratsko vodstvo z leve. Wesley Bell je bil veliko bolj usklajen z demokratskim vodstvom. Torej, sporočilo Cory Bush tukaj ni delovalo. In dal vam bom en možen namig zakaj. Vetru so jo Wesley Bell in njegovi zavezniki preglasili v razmerju 27:1 glede na ad impact. To je noro. Kakorkoli že. Je, kar je. Imam dobre in slabe novice. Slaba novica je, da so v Ameriki še vedno norci, ki poskušajo izvoliti norce. In so norci, ki to izkoriščajo in financirajo. In ne govorimo o APEC-u. Govorimo o islamistih, DSA, norih skupinah, ki poskušajo priti na oblast. Dobra novica je, da republikanci začenjajo opažati in lahko pogledajo ter vidijo s svojimi očmi. In zato, če gledajo in če lahko vidijo s svojimi očmi, pojdite ven in poskrbite, da veste, kaj počnete. Poskušajte narediti spremembo, da islamizacija in komunizem ne prideta uničiti Amerike in Zahoda. Hvala, če ste nevarno za to zadevo.